Lepo pozdravljeni. Jaz sem padel k tej mizi kot Pilatov vero, pravzaprav. Želel sem se ukvarjati s crkvenimi očeti, pa padem v liturgijo in biblicistom. Leta 1997 me je tedajni ljubljanski nadškof Franc Rode povabil, da bi koordiniral delo skupine komisije za pripravo bogoslužnih knjig, ki naj bi, po njegovem pričakovanju, kar tako zelo na hitro pripravila misal, lekcionarje, brevir in še prošnje za vse potrebe za nameček. No, bil sem dovolj mlad, nor, da sem star z majhnimi pomisleki, brez pomislekov ni bilo, ampak z premalo pomisleki, ker zagrabil, sprejel in dovolj tudi še mlad in močan, da smo nekaj let to vodili. Malo sem se razvedal, kakšne so načela pri tem delovanju in kako bi bilo najbolj modro narediti. In sem si zamislil interdisciplinarno skupino, kjer bi sodelovali pri tem projektu tako biblicisti, kot liturgisti, slovenisti in teologi. In tako smo bili imenovani v to komisijo biblicista akademik Rašovec in dr. Jurij Vizjak, potem liturgista dr. Julka Nežič in pa dr. Ivan Likar, potem teolog dr. Bogdan Dolenc, za klasike, za latiniste akademik Kajten Gantar, za slovenista pa profesorja Mirko Mahnič in Jožef Paganel. In potem smo se srečevali praktično vsak mesec, včasih so dvakrat na mesec, na škofiji, z domačimi nalogami, bolj ali manj vestno narejenimi, kjer smo si zastavili prvo leto, da pripravimo poskusni lekcionar za nedelje, ki je izhajal v Snopičih in to je šlo na pilotske župnije, na nekaj župnij samo, ni bilo to splošno uporabljeno in smo takoj pobirali nazaj odzive in smo jih želeli upoštevati že pri naslednjem zveščiču in potem spet odzive pri tretjem zveščiču. In v tem času smo si pridobili tudi dovolj nekih izkušenj, podatkov, in da smo si oblikovali neka načela, kaj storiti z besedilom Svetega pisma, standardne izdaje, ki je bil seveda temeljna izdaja, kaj narediti s tem, da bo iz tega nastal liturgični prevod. Tako za šalo, tega niti moji sodelavci niso vedeli, da smo ga sem ter imenovali NLP, novi liturgični prevod. Profesor Karlic tega ni vedel do zdaj. To pomeni, da smo si besedilo upali spreminjati, vendar pa s kakšnimi kriteriji. Narediti ga je bilo treba razumljivo za slišno komunikacijo, za bralno, ne pa za poslušalno komunikacijo. Ljudje poslušajo Božjo besedo pri bogoslužju, je ne vidijo pred seboj, ne berijo iz knjižice ali iz listov, te prakse pri nas še ni. Torej je potrebno razumeti stavek, ko se ga sliši, ne pa ko se ga tretjič prebere. Zato je treba stavke včasih krajšati, treba se izogibati nenavadnim podobam, treba jih kdaj tudi kako ime ponoviti. Posebej še, ker imamo perikope, ker imamo odlomke, ki so narezani, nasekani in iz prejšnjega stavka vemo, da je Janez Krstnik, iz naslednjega pa ne, da je tam Janez Krstnik. In treba torej besedilo preprosto obogatiti z nekimi navedki, da se ga kontekstualizira. Ko smo gledali, kako to delajo drugi narodi, navadno so povsod vzeli neko obstoječo verzijo, kot smo pri nas naredili v 70 letih za prvo izdajo lekcionarjev, ko se je vzelo mariborsko oziroma ekumensko izdajo in se jo praktično prepisalo v lekcionarje. Dosti narodov vzame eno tako standardno izdajo in potem popravijo samo uvodne besede. Ponekod pa si privoščijo tudi posege, posebej, če so potrebni. Nam se je zdelo potrebno, da se sicer odličen standardni prevod prilagodi za liturgično uporabo. Francozi so pred 2 letoma dobili eden prvih narodov prav zgolj liturgični prevod. Prej so uporabljali v glavnem jeruzalemsko, potem pa so jo že toliko spreminjali, da je nastal iz tega pravzaprav čisto nova izdaja. Torej, pri tem smo jih pozorili, da stavke niso predolgi, da ni nenavadnih izrazov, in da je tudi blagozvočno, da ne pridejo kaki težko izgovorljive konsonantne zveze skupaj. Pomislili smo na pravce, zato se je bila celo ideja, da naj bi
vse besede akcentuirali. Ampak to ni bilo dolgo časa aktualno. Rekli smo pa vendarle, da bo več besed z akcenti, kot pa jih je v siceršnjih knjigah. Dejstvo pa je, zdaj, ko poslušamo, da marsikdaj, ko pride bralec do besede z akcentom, ker se ustraši tistega ubogega, drobcenega znakca, ravno tam zgreši in prebere narobe. Da niti ni bil naš rezultat, ni najboljši. Poskrbeli smo tudi za urejeno tipografijo. Torej, nismo skrbeli samo za sam jezik, pa za natančnost izraza, tudi za obliko črk in za papir. Tudi s papirjem smo si vzeli kar nekaj dela, tako da je slednjič založba Družina šla kupovati papir istemu dobavitelju, kjer ga kupuje tudi Vatikanska tiskarna. Te, ki so nam prej ponujale, so bili namreč res nemogoče. Tako je leta 1999 izšel prvi zvezek, prva knjiga Brila in Evangelij za leto A, ki še kar dobro zdrži zdaj že po 15 letih. Ker pa smo imeli namen, da bi ta besedila, ki pridejo v upoštev pri bogoslužju ob nedeljah v letu A, bila ista tudi takrat, ko pridejo nekje drugje, v nekem obredniku, v brevirju, v delovniškem lekcionarju. Zato smo seveda bili pozorni, da je pregledani odlomek postal nekako standardiziran. Zlasti pa je tu se pojavilo vprašanje psalmov, ki je tudi drugi del prve izdaje, prvega zvezka Jeruzalemske Biblije. Ko smo dobili neki psalm iz nedeljskega bogoslužja, in to vemo, da gre večinoma samo za 2-3 vrstice ali pa 5 vrstic, mogoče iz psalma, nismo pregledali samo tega kratkega odlomka, pač pa celoten psalm, ki naj bi bil potem uporabljen tudi kasneje morda v brevirju. Tu je bilo res verjetno največ našega dela prav temu posvečenega, ker je prevod, standardni prevod, izredno natančen, zvest, včasih žal tudi na račun neke spevnosti. Pri psalmih za bogoslužje pa je treba biti pozoren tudi na to, da ga je mogoče zapeti po koralnih načinih, koralnih napevih. In zato je bilo potrebno premetavati besede, iskati kakšen drug izraz. In to je trajalo in trajalo. Včasih smo sedeli pri kakvi vrstici in delali skoraj da kvadraturo kroga iz nje, dokler ni prišla neka ideja, s katero smo bili konec koncev vsi zadovoljni, in biblicisti, liturgisti, slovenisti in potem tudi jaz kot ubogi koordinator. Tako smo v 4 letih, dobrih 4 letih, kar je komisija redno delovala, intenzivno delovala, pregledali celoten psalterij, čeprav je bilo natisnega v lekcionarjih komaj kakih 10%. Kot sem že omenil, je bila eno glavnih meril spevnost, poetičnost, ne pa na račun točnosti in še toliko manj na račun oplitvenja izraza. Ugotovili smo namreč, da je marsikdaj v obstoječih prevodih marsikakšna lepa podoba bila zelo, zelo poenostavljena in nekako izgubljena. Tako timsko delo zagotovo tukaj ni bilo najbolj učinkovito, ker ravno to zahteva veliko časa, potrpežljivosti, dogovarjanja, vendar pa sem prepričan, da je dalo boljše rezultate, kot če bi se tega lotil samo en posameznik. Ko je potem nastajala Jeruzalemska izdaja Svetega pisma in se je pravzaprav ta tekst prišel zelo prav profesorju Krašovcu. In kot mi je izjavil, je večino tistega našega dela uspel uporabiti tudi za to izdajo. Ker se je kasneje delo naše komisije začasno vse do danes prekinilo, ker so išli samo nedeljski lekcionarji, delovniški so se začeli pripravljati, pa niso prišli do izdaje, druga ekipa je pripravila samo svetniške, zato pa je išel vsaj delo psalmov, je pa bilo izdano v svetopismu, v jeruzalemski izdaji in je na neki način tudi to naše delo bilo upoštevano, vrednoteno, ne samo preko zapisnikov, ki smo jih takrat redno pisali in so išli tudi v izdaji interpretacije in prevod Svetega pisma. Hvala lepa.